Pozdravljeni v poletni epizodi podcasta Ona Plus, kjer danes gostimo izjemno sogovornico Eriko Johnson Debeljak, pisateljico in intelektualko, ki brez zadržkov odpira teme, pred katerimi si mnogi zatiskajo oči. V studio smo jo povabili zaradi pravkar izdane knjige z naslovom Samo seks, ki v prvo osebo postavlja žensko v zrelih letih, natančneje žensko telo v aspektu političnih, erotičnih in drugih razmerij moči. Erika, pozdravljena. Hvala, pozdravljena. V knjigi Samo seks si izjemno iskreno pisala o želji, telesnosti in ljubezni glavne junakinje po ločitvi. Zakaj si čutila potrebo po nastanku te knjige? Jaz rada pišem, seveda, in moja prejšnja knjiga, Device kraljice Vdova presica, je bila zelo pomembna zame, je bila uspešnica in taki izbruh, pa sem hotela nekaj ne čist drugega, ker vedno hočem pisati o stvari, ki me zanima, ampak sem hotela, ena stvar, ki je malo zanimivo, da sem hotela pravzaprav nekaj bolj komično. Pa ne, moja prejšnja knjiga je bila tako tragična in sem hotela najti humor v dolgi obliki knjige. Jaz sem včasih bila zelo humoristična v kolumni. In to je nekako a priori ena taka zabavna situacija, ena starejša ženska, ki je samska čez 60, ki včasih tudi bi hotela najti seksa ali pa moškega. Zato sem videla to kot zanimiva situacija. Tudi seveda osebno sem bila v situaciji, da sem bila nepričakovana na en način samska v 50 letih, po 60. In me je zanimala kot tema, kot družbena tema. In sicer ta knjiga ni, mi rečemo v mladinski knjigi, da je roman. Jaz bi rekla, da je en taka hibridna oblika. Jaz vedno sem se počutila bolj doma in močnejša, ko pišem v prvi osebi. Ampak potem si čisto omejena na svoje izkušnje, pa na resnico. Pri Device kraljice Vdova presica, ker je tema bila tako ne, sem hodila reči pomembna, ampak ne to, ampak ker sem pisala o pokojnemu možu, ljubljen človek, sem pisala o družini, je bila zelo pomembna, da povem resnico, kolikor je možno. In zato nisem igrala z liki ali pa kronologijo ali pa vrstni red. V glavnem tisti zgodba sem povedala resnično. Vsake interpretacije je drugačna, seveda, ampak ta knjiga je čist druga stvar. Ja. Prvi oseba lik je podobna meni, ampak ni jaz in neki stvari so iz mojega življenja, drugi so čist izmišljene ali pa izposojena iz medija ali pa zgodbe, ki sem slišala. Všeč mi je humor v knjigi. Začne se pa nekako tako, da glavni lik zapusti mož, ki spozna 20 let mlajšo, kot pravi ona, nočna mora vsake ženske, ker se zaveda, da na stara leta je drugače biti v svoji seksualnosti, v svoji moči. Kdo me bo maral? Ja, je težko za starejše ženske, bi rekla. In to je čist demografska velika nas je veliko, zaradi tega, ker ženske ponavadi živijo več leta, pa tudi ker, kot tudi pišem v knjigi, dosti starejši moški se poročijo ali pa imajo odnosi z mlajšimi ženskami in to potem čisto demografsko nas je veliko. In tudi zaradi, ne vem, bom rekla percepcije ali pa realnosti patriarkalne družbe, je skoraj sprejeto, da ženske nad 50-60 niso več, ne vem, seksualne bitje. In to tudi stereotipa, da smo nevidne, bla, bla, bla. Ampak tako, zato jaz sem hotela ne soočiti s tem, opisovati tem v nekem tudi zabavnem načinu. To je zelo pomembno, da to ni tiranija. Vsak človek je drugačen. So dosti starejši moški in ženske, ki ne zanimajo, seks ne zanima kot prej, pa je preveč it's too much trouble. Ja, preveč stvari. Ja, ampak jaz sem samo hotela
ne vem, družbene situacije in kot rečem, in tudi je zanimivo, naprimer, drugi družbeni vidiki, naprimer kozmetični posegi za ženske, pa tudi moški in tudi za mlajše ženske. To je taka stvar v naši družbi, zdaj botox, posegi, ne vem, mikroneedling, vse te stvari. Vse te zame kot starejša ženska je bila zanimiva zame. V knjigi omenjaš tudi žensko telo, ki je drugačno v zrelih letih. Z drugačnimi stvarmi se ukvarjamo, pa tudi primerjava z moškimi. Ne? Moški, ne glede na to, tudi če so starejši, če imajo velik trebuh, če je ne vem karkoli, si najdejo žensko. Jaz se spomnim, ko sem bila mladenka, pa sem bila natakarica v San Francisco, moj šef je imel take in on je bil kar ponosen nad tem. In ženski vsak kilogram ali pa so čisto. Zato to je jaz sem zelo ustrajala. En del moje raziskave za ta knjigo, da sem brala knjige, ki ženske so pisali, pa sem tudi erotika brala, ki ženske so pisali. In mi je bilo zelo žalostno, da dosti tisti predsodbe ali pa stvari, ki moški dajo na nas, da te ženski so they internalized, da so dali noter. Zato najdeš veliko masokizem, kot v 50 odtenkih sive v te knjige, pa tudi zelo negativnost o telesu. In tale moja junakinja, jaz sem prav ustrajala, da ona je pozitivna o njenem telesu. In mislim, tudi jaz sem v starejša leta, je smešno, da sem bolj pozitivna zdaj, ali pa manj erotična, bolj cenim svoje telo, kot sem mladenka. Mladenke, mi so ponavadi se primerjamo, we compare ourselves z drugimi ženskimi, pa nikoli nismo dovolj dobre. Ampak tudi Netflix je poln filmov, nadaljevank, kjer nastopa starejša, zrela ženska in si umisli mlajšega partnerja. Pa smo se tudi to že pogovarjali pred podcastom, vse so pa popolne, imajo botoks, ne? Ni to realnost. Ne? Ja, jaz posebej sem bila tako razočarana, ko sem šla gledat Baby Girl. Punčka, mislim, da je bil po slovenske z Nicole Kidmana in potem seveda Demi Moore, da to je leta starejši žensk zaradi vse te filme pa tako in je bil neki res zmaga za te ženske. Ampak ko sem šla v filmi, sem rekla, niso pa odvisno, koliko imajo dobre kurik, kako se reče? Ne, surgeons. Kako dobre, ko so posegi. Ker Nicole Kidman izgleda prav čudno, je skoraj težko jo gledati, osebno, tako jaz. Demi Moore je tam se ne skriva pristnost, ne, ni to. Ampak niso starejše ženske, jaz hočem videti na ekranu. Kaj bi si želela, česa več? Ne vem, včasih je tako zanimivo, da jaz grem okrog kot, ne vem, pa meni je težko, meni je disonanca, kar sebe gledam, ko razmišljam o sebi in kar gledam v ogledalo, kar gledam v fotografiji, recimo v javnem prostoru. Je vedno tisti disonanca in seveda, naprimer, tisti, da pokažem, da starejši ljudi tudi so mogoče želijo seks ali pa dotik, pa tako. Seveda mladi so, da mogoče to je malo močnejši nagon pri mladi, ko se odkrivajo seks, pa hočejo narediti družino. Ampak starejši ljudi sploh ni, da ugasnejo, ne vem, da telesa ugasnejo po neki leta. Zato to sem hotela pokazati, ampak meni je zanimivo, da malo sam po sebi, tisti, kako mi v knjigi moja junakinja ima, ona je jaz, pa ona, kako svet jo gleda in ko on sam sebe vidi. In mislim, vsaki imamo ta razlika in mogoče to postane malo močnejše, kot smo starejši. Zakaj pa vseeno toliko žensk, zrelih žensk ohromi, zmrzne? Ne čuti več te potrebe po seksualnosti. Pa niti ne vem. Mogoče je praktične razloge. Okay. Jaz se spomnim, da sem govorila z starejšo pisateljico, ki je pisala tudi o
starejše ženske in je rekla, to ne sme biti tiranija, da ženske, ali pa starejši ljudi morajo seksati, ker jaz mislim, da je čisto praktične razloge. Če nimaš tudi v zakonu, pa je ne včasih pravijo, da poročeni ljudi najmanj seksa. Ampak ni važno. Ampak da vem od moje osebne izkušenje, je tako težko najti primernega ali partnerja, ali samo za seks ali pa zabavno situacijo, da se obupaš, ampak so bolj produktivne stvari narediti s časom. Ja. Kako je z ženskami, ki seveda čutijo to potrebo potem, da so še žive in potem se tudi včasih bolj izzivalno oblečajo, mogoče so tudi bolj izzivalne v svojem obnašanju in takoj kot družba jih začnemo zatirati, ne? Si pa preveč dovoliš. Kako gledaš na to? Mislim, da to ni leh. Jaz mislim, da največ kritiziramo ženske, ki so imeli in ki je očitno. Mal smo, in vedno si spomnim, da sem bila na televiziji z ena Slovenko, moderatorka, in intervju sem imela in potem, ko sem šla neki s prijatelji. V isti človek je rekel, pa ona je preveč, ona je pretirala, ona ne izgleda, kot bi morala, pa kot ona. In potem je obrnil na me in je rekel, in bogi ti, nisi nič naredila. In sem rekla, to je čist popoln primer, kako ženske ne morejo zmagati. Zato jaz ko sem bila mlajša, bi rekla, mislim, da ženske mogoče naredijo tisti se odločitve, kaj bojo svoje, ne vem, telesu okrog 40, med 40 pa 50. In jaz sem se odločila, da ne bom nič, ker ne vem. Zakaj? Najprej, moja mama je bila neki primer, ker ona je postala, recimo, stara, takrat, ko vsi njene prijateljice so dobili facelift in ona je rekla, ne bom. In ona je rekla, itak, vsi vejo, da nisi nenadoma 25-30 let stari. Je čist, ta nečemernost je čist vidno za vse. Pa tudi ne bom nikoli vedela, kaj bi bila, če bi bila sicer naravno. In to se misli, da to je globoko filozofska izjava. Da nekako začneš na ta pot, dosti ljudi grejo, potem je še ena poseg, pa še ena, potem tisti podoba je čist drugačna, kot bi bila sicer. In to vedno se spomnim. Tudi mogoče sem škrta, mogoče se bojim, res se bojim, kaj bi izgledala. Je smešno, ker, ne vem, ko ta knjiga je šla, sem rekla, in vsi so govorili o microneedling. Sem rekla, mogoče bom to naredila, ni tako invaziven. In potem sem malo raziskovala, pa sem klicala kozmetični studio in sem rekla, a smem iti na jogo isto dan, ali pa naslednji dan. Sem rekla, ne, gospa, 3 dni ne smete preveč. In I'm like, in potem sem gledala na internet, kako tisti rdeče pikice potem. In jaz nimam pogum za to. Ne vem, zakaj. Neka notranja. Ne vem, nočem preveč trpeti. In zdaj, je prepozno. Prepozno. Kaj je čar ženske pri 60 plus? Jaz mislim, da je tako smešno, ker vsi tisti okroglo rojstni dnevi so take travma, ne vem, 30, 40. In po 60 mislim, da sploh ni več važno. Je tako olajševanje in sem se spraševala, zakaj. Ker naš svet je tako grozen danes, pa res je mučno živeti na en način, da če gledam Ameriko, če gledam svet. Ampak sicer lahko tako, ne vem, zadovoljna sam vase ali pa v sebi in se sprašujem, zakaj. In zdaj pa mislim, da ker sem razmišljala o tem, da ker prihodnost, ko si mlad, moraš skozi razmišljati, kaj bom študirala, kaj bom naredila po poklicu. Moraš razmišljati, da imaš velike odločitve. In tudi frustracijo mogoče, če žensko hoče imeti otroka, potem nima partnerka, pa tako in tika, biološka ura, pa bla, 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 vse to. Si dolga prihodnost je nekak pritisk. In zdaj, ko si starejša, potem tale prihodnost je kar drugačna. Ni treba. In če si zdrava, pa če si, naprimer, jaz imam zelo lepo
lep odnos v preteklosti, lepa zgodovina. Potem ta je kot fundacija, to je samo tam. In nisem tega verjela prej. Jaz se spomnim, da moj en sin je rekel, ko sem žalovala Leša, pa sem bila tako, jaz sem gledala, kaj sem zgubila, ko sem ga zgubila. In moj sin je rekel, ampak mami, ti si imela tak super zakon, ljubezen, zgodovino, kaj to mi pomaga zdaj, ko sem ga zgubila. Ampak pomaga pravzaprav tisti, da tudi če izgubiš, da imaš, da je to v ta zgodovini. Zato jaz mislim, da zato, če človek, kot rečem, je zdrav, relativno zadovoljen, ni v slabem odnosu ali pa tako, potem prihodnost ni tako stresno, ker je tako kratek. Pa preteklost lahko zelo neka lepa fundacija in lahko proživiš vsak dan v polno v prisotnosti. In to seveda rečem jaz v glavnem v tisti knjigi, ko govorimo o starejši ljudi, govorimo recimo ali pa o ženska, recimo med 50, med menopauzo, pa zares stari leti. Seveda so zares stari leti, ko telo pa mogoče padata in je potem ni tako lušten, ali pa lahko, da ni tako lušten. Ampak jaz govorim o tej leti, ko smo zares mogoče v vrhuncu našega. Ja, na nek način. Ja. Zakaj mlajši moški? Kaj? Zakaj je tudi v knjigi? Pa ni pravzaprav tale moja junakinja ima na začetku je moški, ki so okrog 20 let mlajši kot ona. In potem ima koga, ki je starejši. To ni, ne vem. Jaz sem, pa to je malo čuden efekt. Ampak ko je Aleš je umrl, jaz sem ker sem bila nenadoma, ne takoj seveda, nenadoma sem bila samska in zadnjič, ko sem bila samska, sem bila 30 let stara. To je bil tisti čudna sprememba in ko sem gledala moški na cesti, sem največ gledala moški, ki so bili 30. Ki so bili podobni Alešu. Ko sem se zaljubljala. To je en, ne vem. Ampak ne, da sem iskala take moške, pa tudi, ali pa da moja junakinja samo. Ampak v knjigi je neki ne bom rekla zamer ali pa filozofija. To je tisti stari moški, ki v glavnem bi rekla, čeprav ni 100%, ženske boljši skrbijo zase, pa negujejo svoje telo, pa ko so starejši kot moški. Da splošnem. Da imaš tisti moški, ki kaj pa... In zato, ampak te starejši moški imajo pravice ali pa mlajše ženske dobijo. Pa jaz mislim, da bi morala biti nasprotno. Ni te idealne kombinacije, oziroma nikoli ne veš. Ampak preveč generaliziram. Seveda so starejši moški, ki so krasni, pa lepi, pa negujejo svoje telo, pa tako, pa niso takšni. Ampak to je ta stereotip, da igram s tem v knjigi. In sem na začetku knjige, ker imam en odstavek o tisti, jaz jih kličem odvratni bitje. In to je kao Woody Allen, Rupert Murdoch, Donald Trump, Orban, lahko rečemo. Vse te ne vem, odvratne bitje. In sem rekla, ko sem to pisala, sem rekla, a sem preveč kot ženska, ker smo tako nekako ponavadi uljudni, sem rekla, a sem preveč kruta v tem. In je res, ampak nismo bili v glavnem starejše ženske čist, ne vem, odstranjeni, nismo sploh pod konsideracijo. Zato nekdo, pravzaprav moški rekel, ne, kot piši takole, zato. Konec koncev je to humor, ki se skriva v vseh nas, kako doživljamo. Tvoja junakinja moške spoznava prek aplikacije za zmenke, ampak Tinder, to je na začetku, potem sreče ljudi tudi, moške tudi. Imaš kakšne izkušnje? Jaz imam. Bojda, da te aplikacije nam omogočajo možnost, da spoznavamo veliko različnih ljudi hkrati, pa se zavedamo, ker lahko jih kadarkoli odstranimo. Ja. Kje vidiš? Jaz v glavnem nisem veliko uporabljala, ker mislim, da Slovenija je dobesedno premajhna za te aplikacije. Je dosti bolj omejeno. Včasih, ko potujem, spet priškam malo gledati, kaj se dogaja. Ampak Slovenija, to je mal problem v Sloveniji. Ampak pa tudi na en strani
je absolutno, ne vem, neki napredek. Pa govorim z mlajšimi ljudmi, ki res so srečali ljubezen, soproga, pa tako. Jaz mislim, da je zanimiva stvar, ampak tudi lahko depresivno, ne vem. Pa jaz sem ena prijateljica od moja hčerka, ko je bila samska, ne vem, malo mogoče pretiravam, da je hodila na 3 zmenki na teden. In to je Ni temu namenjeno, oziroma mi nismo temu namenjeni. Ja, zmenki ne, da spala z njim, ampak skoraj kot job interview, pa ne vem, jaz konca, ne vem, nisem čist navdušena na te, ampak absolutno je skoraj nemogoče srečati ljudi v drugačnem načinu, dan danes. Ja, ni. Vsaj v moji demografiji. Jaz mislim, da mladi imajo tisti prednost in je zanimivo sociološko. Mladi imajo prednost, da imajo mreže, recimo na fakulteti. Ali pa, ampak starejši nimamo take mreže, tako, to je malo težje. Ampak itak to je dan danes, jaz mislim, ne vem statistiko, ampak skoraj polovico ljudi se dobijo. Se tudi srečajo partnerji prek tega. Ja. Kako pomemben se ti zdi v življenju užitek? Kaj užitek? Joy. Ja, to je najbolj pomembno skoraj. Dostikrat se nam zdi, da moramo najprej delati, biti koristni, potem si lahko šele nekaj privoščimo, uživamo v stvari. Pa jaz mislim, da en stran mora biti uravnotežje. Jaz ker uravnotežje hočem reči, ne vem, zdaj v zadnjem času sem srečala enega, ki je, ne vem, starejši, čez 40, ki nima recimo družine, pa take stvari. Neke stvari v življenju ti dajo struktura, da moraš žrtvovati, ampak imaš, in potem mogoče tisti užitek je bolj, ne vem, da moraš imeti neki ravnotežje, ampak zdaj pa problem bi malo bolj, jaz sem protestantka, da sem vedno mislila, da moram delati, tudi recimo, ko grem na počitnice, na praznike, imam računalnik sabo, pa sem prevajala nekaj vsaj. Ja, ker sem potem bolj sem zaslužila tisti užitek. Zakaj? Ne vem, jaz moram biti drugačna zdaj. Ker tudi v slovenski kulturi je to zelo zakoreninjeno, ne? Delo je vrednota in šele potem, ko si res garal, si lahko ampak da poznaš ameriški, da niti nimajo prazniki plačan, veš, v službi. Ko jaz sem začela delati v New Yorku, sem imela 1 teden, 5 dni na leto. Tudi porodniške so krajše, vse je drugače. Ne obstajajo, pa tako. Zato Slovenci so kar znajo, ampak se strinjam, da to je neki, pa najljubša beseda je priden za to. Res je. Kako kot Američanka, intelektualka gledaš na slovenske ženske? To je zanimivo vprašanje, ker zdaj pa niti ne vem, kaj bi rekla zdaj, ampak ko sem prišla, ker toliko stvari so spremenili, posebej v Ameriki bi rekla. Jaz sem bila aktivna v feministične gibanje v Ameriki in sem imela feeling, da mi smo nekako liberated, da mi ameriške ženske vodimo svet na to. Ampak je čist narobe gledano, ker mi smo, ne vem, tisti boj za pravico do splav, pa tako, to je bila glavni boj 70. leti, 80. leti. Ampak ko sem prišla v Slovenijo, sem rabila neki čas to zvedati, da zaradi socialistične preteklosti in tudi zaradi evropske vrednote, mi v Ameriki nimamo porodniški dopust, nimamo vrtci za, sploh ni družba nima strukture, da ženska lahko študirati, imeti poklic, se poročiti, roditi na 1 leto z otrokom, pa nazaj v službo, potem še enega otroka. In to je vse v instituciji dovoljeno nekako in ekonomsko. V Ameriki to sploh ne obstaja. In jaz pravzaprav mislim, da to je najbolj pomembna stvar. Najprej pravice nad našim telesom. Kaj da ne sme, če mi splav, pa vse, pa
kako se reče, birth control, vse to. In potem tisti v življenju, da lahko imamo otroke in delati in vse to. To so zelo pomembno in to je zaradi socialistične zgodovine, to je bil samoumevno v Sloveniji. In zdaj mogoče malo manj, ne vem. Pa se ti zdi, da znamo Slovenke to izkoristiti, da se počutimo vredne, ker meni se pa vedno zdi, da so Američanke tiste, ki... Ja, to je tisti čudna stvar, ker jaz se spomnim, da sem skregala z ameriško feministko pesnico, ki je prišla in je bil ta let, ko je bil en plakat za kremo proti soncu. Vsak ima svoj faktor in je bil 7 ženska rib, mal drugi bar. In ona je bila ogrožena, koliko je to seksistično. In sem razložila njej, kar sem ravno zdaj, da pravzaprav to je bolj enaka družba, kot mi imamo v Ameriki, zaradi tisti fundamentalne stvari. Ampak istočasno doma ženske so vedno stregli kavo, pa vse tisti in takrat so rekle, za ženske so bili pičkice, zdaj se stvari malo spremenila, ampak ne, to je malo zanimivo, tisti, bomo rekli, contradiction, ker je še vedno problem. Zdaj jaz sem odpisala Amerike, ampak zdaj v New Yorku je en kandidat za župan, ki mogoče bo dal cel svet upanje. Zato Amerika je vedno imela tisti vitalnost, pa tisti upanje, možnosti. Pa upanje, pa retorika, pa boj, ki nimamo. Ta vrsta politik ne najdemo v Evropi. Zato zdaj pa res, ko sem res odpisala Amerika, sem rekla, niti ne grem nazaj, to je fašistična država. Potem je tisti zanimiv politik. V New Yorku, ne, ampak da nam da cel svet neki upanje. In ja, res je, da, naprimer, kako Slovenija handla the Me Too movement. Jaz sem bila kar razočarana, čist ne, kot da ne znajo. Aha, ok. Mogoče bi se še tle, pri tem feminizmu ustavila. Včasih se zdi, da feministke, tako kot si omenjala v 70-ih, 80-ih letih, da so se imele za kaj boriti, da so čutile to svojo pomembnost. Danes se mi zdi, da so to bolj eni občutki, ko se dostikrat neka priložnost pojavi, pa se potem z neko kampanjo. Kako gledaš sama na to? Ne vem, zdaj pa je res kritični trenutek na svetu, ker naprimer zame v Ameriki, da so izgubili ženske pravice za splav v polovico države. In to pomeni smrt za veliko žensk. Ampak to je dobesedno. In je tako, zame tako gnusno, da moški bi lahko se odločili naše notranje. Ker to je tako, ne vem, ženske telesa so, ne vem, so tako čudežna v en način, ne vem. In potem s Trumpom, pa tisti MAGA movement, da zdaj recimo v Trumpovi kabinet je skoraj, ne vem, vsak drug kandidat za kabinet je že imel neki tožba proti njemu za posilstvo ali pa za sexual assault or whatever. Pa te stvari, da zdaj pa ne vrednote, zdaj pa smo 3, 4, 5 korake nazaj. In to je vedno, to je najbolj fundamentalno. Jaz se spomnim, ne vem, kdaj, pred 5 leti, 10 leti, ker feministka je skoraj bil užalitev, pa ženske se, verjamem, da ženske bi morali dobiti enaka plačila, ampak nisem feministka. Zakaj? Zame ženska pravica je človeška pravica, pika. In vsak diktator, skoraj prvi korak je, da kontrolirajo ženska telesa. In to je samo prvi korak, da kontrolirajo vse nas. In tako mislim, da ne vem zdaj, ker zdaj pa smo malo vsi v šoku, kako je svet spremenil v zadnjih par let. Ja, zato... Se ti zdi, da smo preveč ženske, se nanašam na ženske, preveč apatične? Kje so naši glasovi? Zakaj ta notranja potreba? Ja, ne vem. Jaz mislim, da ravno v teh stvarih, ko se pogovarjava, da bi lahko večkrat povzdignila glas,
se zagovarjale tudi druge ženske. Moja slovenščina je dovolj dobra, pa tako, da gremo v tisti, ne vem, filozofske, politične filozofije. Jaz mislim, da bolj kot ženske, ker zdaj pa imamo tisti problem, da zdaj, recimo, da Trump je bil izvoljen, ker mladi moški se počuti odtujeni, pa ne, pa depresivni, pa nimajo svoje, bla. In potem, in mal mi gre na živce, ker ne vem, za par tisoč let ženske niso pravice, da bi izbrala svojega soproga ali pa karkoli. In zdaj pa v zadnjih 20 let smo relativno vse v neki državi na enakem načinu in moški so ves bogi zaradi tega. Ampak resnica je, da to je težko, da res problem v našem svetu je tisti orang, bogati, oligarki, nemoralni moški, ki so ubijalci, ubijajo ljudi. In mi, ženske, nismo posebej. Mi, tisti, ki bi hodili boljši svet, moramo se družiti, ne da ženske samo zase. Zato mislim, da neki tudi moramo širiti tisti. In kot so rekli, koalicija so pomembni. In mi ženske ne moremo odtujiti ali pa biti užaljivi proti vsem moškim, pa tako da moramo biti skupaj. Tisti ljudi, ki hočejo boljši svet. Ženske imamo to moč. Sploh, če se povežemo, ne? In povemo, izrazimo. Ne, da tekmujemo z moškimi, ampak da svojo žensko energijo dosežemo to, da nam prisluhnejo, ne? Na nek način. Zdaj pa drugo leto bomo imeli politične težave v Sloveniji. Ja, bomo videli, kaj prihaja. Ja, če se vrnemo še mačkam knjigi, zapisala si, da ženska po določeni starosti za družbo postane nevidna. Kaj družba sporoča, ko ženskam odvzame seksualno vrednost, pa tudi vrednost na splošno? Pa to je tudi, ne bom rekla težko vprašanje, ampak jih dve plati tale. Ker dosti ženske nočejo biti objekte moškega pogleda. Ne, da so naveličeni, ne to. In potem, tisti nevidnost je enkrat, da nisi več to. Ampak tudi zato neki ženske se počutijo boljše. Ne boljše, ampak malo olajšave, da nisi več v ta igri. Ampak, ne vem, in to ni moja, da nisem prva, ki reče, da starejše ženske so nevidi v družbi, to je, ampak ne vem, zdaj pa jaz sem postala, ne vem, malo sem postala žensko v vidnost po ne vem, ženske, kot rečem, vsak pot v življenju je drugačno. Jaz v knjigi sem citirala ena ženska, ki je rekla, ena znana pisateljica Poljakinja Olga Targača, ki je rekla, nevidnost je kot, it's like a superpower, boljše je. Na nek način, ne, vedno pravijo, poprečen je lahko. Ne bomo rešili vse. V glavnem, jaz ne bom rešila problem, da recimo, a veš, da tisti, da ne najdem, da tisti, naprimer rečejo, da tudi v Evropi, pa posebej v Sloveniji, posluš to je malo žalostno. Moj brat, ki je tudi prijatelj, 5 let po Aleševi smrti je rekel, ja, ti bi morala iti izseliti od Slovenije. Ne zaradi druge razloge, ampak ker jaz ne verjamem, da boš našla moškega v Sloveniji. In jaz skoraj se strinjam s njim. Čeprav zdaj si na neki misiji, ne, tudi skozi knjige, ko raziskuješ različne stvari? Ne, ampak ta slovenska, so rekli, ko sem prvič, sem tako bila zaljubljena z Alešem, in on je bil mal netipičen Slovenc, on je bil čist živahen, tako, in mal so hecali, da jaz sem mislila, da on je bil bolj kot kao Srb, kot tipičen Slovenc. Da, ne vem, da jaz rečem, da Slovenija ni zelo, kako se reče, ni zelo igriva družba. It's not a very flirtatious society. Aha, da nismo dosti odprti tudi, ali kako? Pa to, da tisti odnosi med ženskimi pa moškimi ni tako, pa klasika je tisti bolj latinske družbe, ko tisto, kar je tebi bližje. Ja, to meni je, potem je bolj odprto. Jaz sem rekla, ko si mlada pa samska, lahko bereš, lahko vidi, ko greš ven večer, pa tako,
svet je berljiv, kdo je samec, kdo išče, kdo ne, pa ko si starejša, to sploh ne veš. Mogoče v teh zrelih letih pa ne veš, kdo je. Slovenska družba ni temu tako odprta. Pa tudi, pa jaz nisem doživljala toliko, ampak pa je v Ameriki je več, to je Amerika, pa mogoče v drugi evropski družbi, ampak ko sem prvič, da je bolj, starejši ljudi bolj se dobijo, da so bolj družbeni, ne vem, obliki za njih. In da v Evropi to je manj. Ko sem prišla v Sloveniji, sem rekla, jaz sem bila malo čez 30, in sem rekla, sem vprašala Leša, ker je bil zelo mlada družba, ki so hodili ven. In sem rekla, kje so ljudi, ki so 40 plus, da hodijo pa se družijo v javnem prostoru, ne samo doma. Mislim, da tako, jaz sem to videla na začetku, ko sem prišla sem. Ampak nekje morajo biti, ker slovensko prebivalstvo pa tudi nasplošno se stara, ne? In je ta odstotek zelo ogromen, tako da verjamem, da tudi sama prispevaš k tej živahnosti. Jaz sem ravno zdaj, ko sem govorila o tem, jaz malo se počutim. Jaz rečem, da sprejemam vsako vabilo, če v družbi me vabijo na dom, ker to je tako redko, kdaj danes. In potem, ko to rečem, ker jaz mislim, da je dobra stvar, da odpreš dom, pa vabijo ljudi, pa tako. Ampak jaz sem malo kriva, da jaz nimam več dinner parties. Jaz živim z mladimi ljudmi, imam mladi, ker imam veliko hišo. Zato imam tale družba, imam doma včasih. Prej sva govorili o nevidnosti, ne? Kot vdova, sploh mogoče recimo v slovenskem prostoru, je to nek tak lik, od katerega se ne pričakuje, da bo pa imela neke želje, to, kar zdaj opisuješ, da se družiš. Kako si se recimo po Aleševi smrti soočala s tem? Jaz sem tako to čutila, je bilo čudno. Ja, ne vem. Ne, sem čutila nekaj, ampak nobeden je nič rekel, ampak sem čutila tisti, ne vem, skoraj družbeni, ne vem, neki pritisk ali pa pričakovanja, da jaz nosim spomin svojega moža, pa in to pomeni a priori, da ne smem. In seveda, in to je nekaj staromodna, ampak je resnica, da ne vem, statistično, ful več vdovci se poročijo spet, pa tako, pa manj vdove, pa bla, bla, bla. To je ena stvar, tisti nevidnost, pa demografski stvari. Ampak tudi, a veš kaj, to je tudi zanimiva stvar, ki tudi razmišljamo te stvari. V tej anketi, družbeni anketi o zadovoljstvu ali pa sreča, parkrat se, in to je, ne vem, v Evropi ali pa po svetu, parkrat se je ponavljal tisti rezultat, da najbolj srečni ljudje ali pa zadovoljni ljudje na svetu so samske ženske v srednji leti pa starejši, samske. In najbolj nesrečni so samski moški v starejši ali pa srednji leti. Bi se strinjala? Jaz mislim, da ženske, razumem, ženske znajo zgraditi dom, kuhati, družbeni odnosi so boljši pri tem. Zato oni lahko zgradijo eno lepo življenje brez seksa, pa brez intimnosti. Moški je bolj, če moški je sam v stari leti, je bolj verjetno, da bo on osamljen, recimo. Pa ne zna kuhati, ne zna rožiti, in to seveda so generalizacije. Mislim, da je zaradi tega. In ženske v starejši leti, tudi vdove, pa ločenke, včasih nočejo več tisti domači obveznosti, ker tudi tisti, ne vem, likanje, kdo bo čistil kopalnico, kdo bo v trgovini, bla, 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 vse to malo ubije romance. In oni sploh nočejo tega več, nočejo več skrbeti za moškega, nekaj med njimi, in je raj sami, so bolj svobodne, pa tako. To je tudi, so vse razne izbire v tej leti. Zdaj, ko si to omenila, grški pesnik Semonit je ženske razvrščal po tem, iz katere živali so nastale, iz kobile, psice, opice, pri čemer so edine, ki so priporočljive za zakon, tiste, ki so nastale iz čebel. So brez telesa, brez potreb, nevidne, samo brenčijo in delajo. A si res moški, ki tega želijo tu? Ne, mislim, da ne moremo biti tako tudi proti moškem. Ne vem.
Je res in mogoče se je postal boljši, ampak moja generacija, ki smo, ali pa od mame moje, ki so hoteli ženske delati imeti službi, pa zaslužiti, imajo ta ekonomska samostojnosti. Problem pri tem je bilo to, da so imeli službe, včasih tako zahtevne kot moški, so morali v glavnem vse dela v hiši, pa otroke skrbeti. Ker ponavadi, če je otrok bolan, je potem mami, ki je. Vse te, zato potem je imela 3-krat več obveznosti kot prej. In mogoče je bila frustrirana, ker ni mogla napredovati, kot bi lahko sicer v službi, ker je imela toliko te obveznosti. Pa take stvari. Zato to so bili te problemi. In ne vem, če jaz bi rekla za moje 2 sinova, za svoje sinove, da moški niso tako, kot več moški znajo kuhati, pa znajo imeti samostojno življenje v takem smislu. Ja. Ne vem, dosti mladi poročeni pare, ti bi vedeli. Ja, različne so situacije, zato ker je vedno več možnosti, vedno več je stvari, so tudi odnosi čisto povsem drugačni. No? Ampak, kakor sem raziskovala preteklost, so se res že zgodovinsko, tudi Aristotel, imeli veliko opravka s tem, kako definirati ženske. In zdaj, ko te poslušam kot zrela leta, se mi zdi, da prinašajo to svobodo. Ženska po vsem tem, v vseh vlogah si želi biti svobodna. Pa tudi vsak je zelo pomembno, kako kulturni konstrukti. Ko sem raziskovala Udova, jaz sem našla neki antropološki članki o družbi, ker zakoni nasploh je trajalo samo, ko ženska je bila plodna. Zato v glavnem razlog za zakon, za ta aranžma je bil, da producira otroka. Enkrat, ko ne več, potem oba sta šla vsak po svoj, pa starejše ženske so bili kao so bili seksualni, pa so učili mladi moški o seksu, pa tako. Pa to je čist druga konstrukt starejše ženske. Potem v te zelo konservativni družbi, ker ženske, ki je plodna ali pa tako, mora biti pokrita, pa tako pa ne sme se družiti z moškimi, so neki v tej družbi, ko ženska gre skozi menopauza, ko ni več plodna, potem njena lahko bolj svobodna v družbi, ni treba več nositi to, lahko se družiti z moškimi, pa bla, bla, bla. So vsaka družba ima svoje finta, ampak pa ne vem, mal naša je tisti hinavščina, da se delamo, da to ne obstaja. Čeprav je prav, ravno zaradi takih knjig in pogovorov, da začutimo, kakšne lepe stvari še prihajajo, kaj vse še pred nami. Kaj zate pomeni svobodna ženska? Kaj tebi pomeni ta? Ja, pa tudi, svobodna ženska. Jaz kot rečem, tisti politične stvari, ki sem govorila prej, so najbolj pomembni. Svoboda na naša telesna To je najbolj pomembno. Pa dosti mladi moški tudi tega ne razumejo. Tisti je realnost, da bi morali zanositi ali pa imeti otroka, ko nočeš pa tako. To je fundamentalno. Ampak mislim, da jaz vedno malo se počutim kriva, ko govorimo o te stvari, naprimer telesna pozitivnosti, pa to. Jaz lahko pišem o tem, ker imam ekonomski pogoj, imam vse pogoje, da lahko pa zdravstvene pogoje. To ni zares fair. Vsi ljudi na svetu nimajo tega pogoje. In zato tisti, ne vem, self-realization. Zame lahko govorim, ampak jaz imam pogoje za te stvari. Tudi, če sem imela tragedijo v preteklosti. Zame v stari leti, in zato mislim, da telo je tako pomembno, je res, da odnos do telo je spremeni, mogoče, ker ni več samo estetika, imam dovolj ozka pas, imam dovolj dolge noge, ampak sem zdrava, lahko premikam v tem svetu, se počutim dobro te stvari. Zato jaz zelo se ukvarjam s telovadbo, pa fiziko, to zelo mi je pomembno zdaj. Pa mislim, da to ni tako netipično za starejše ljudi, ker telo postane. Jaz sem, ko sem imela noseča, in so rekli, samo da je zdrav, da vem, da ni sem rekla, ampak res ta zdrava je najbolj, to bolj ceniš, ko si starejši. Vsak korak. Ja. Sliši se
tako kot ta hvaležnost, ki jo čutimo do svojega telesa, do vsega, ko smo po izgubi Aleša, dostikrat, ko izgubimo ljubljeno osebo, izgubimo smisel. Kako si ga ti poiskala? Kje ga najdeš? Ja, sem pisala to knjigo. Ne, jaz sem, to je bil gole preživetje. Moraš preživeti. In če govorimo, ljudi so rekli, da sem pogumna, ampak spet, kaj je pogum? V glavnem, tisti, da sem preživela, ljudi tega ne razumejo, kot ljudi, ki niso imeli taka zguba v življenje. In rečejo, da oni pričakujejo, da mogoče bi kar padla na tle pa umret. Ampak to ni to ni možnosti. Pravzaprav za 95% plus ljudi oni preživijo. To je edina pot, ni alternativna pot. Moraš hoditi skozi tisto bolečino, ampak v glavnem ljudi ne ustavijo ali pa ne naredijo samomor, kot imajo tisti. Zato potem se odločiš, kako boste živeli. Da sem pisala, da sem kao skoraj terapevtsko, sem vsa šla skozi. To mi je zelo pomagalo. In potem na eni strani sem bila na drugi strani tega. Sem nekaj brala o ne junakinja, ampak ena pisateljica Erika Jong, ki ona je pisala Strah pred letenjem. In moram reči, to je bil zelo inspiracija za moje knjige, ker je bil tako poln radosti, pa brez sramu, pa tako. Lik včeraj sem brala, da njena hčerka je pisala memoar, kako njen mož je dobil rak v isto let, mama je dobila Erika Jong demenca, taka kup tragedija v istem letu. In ona je imela fraza, the only way through is through. Edini način skozi je skozi. Ne moreš iti okrog, ne moreš, zato to je to. In zdaj jaz včasih še vedno vidim ljudi, ki so v pari, ker mislim, da je lažje vsakdanje življenje. Kam boš šla na počitnice, to pa, ko si v paru. Samski ljudi imajo vsaka, ne vem, naslednji korak dejavnost, morajo they have to reinvent it every moment. Včasih zavidam jih. Ampak sem imela prijateljico, tudi samsko, ki je bila vedno samska, ki je rekla, ne skozi načrtovati vsak trenutek. Če ni načrtovano, potem nekaj nepričakovano pride na planu. Kaj te v življenju pomerja ali pa po drugi strani najbolj straši? Pomerja pomeni, me comes me. Spet je tale... Jaz prav, ker sem bom rekla, da sem mal nerotičen človek, da jaz prav gledam sebe, pa gledam kakšne stvari naredim in potem se počutim dobra. Malo kot da študiram to in nasprotno, kakšne stvari mi naredi žučna. In tisti, kot rečem, tisti aktivnosti s telesom mi pomiri in zato vsak dan neki ali jogi, ali tenis, ali plavanje, nekaj naredim. In kaj bil drugi? To je... Zdaj v zadnjem času tudi sem začela tisti moj fizično hišo pa vrt pa tako zrihtati. To je en dejavnost, ki tudi, in to sem zgubila v mest, ker ko sem prvič imela vrt, sem tako uživala, pa sem rekla, to je posebno uživanje, ker nekaj daš seme, potem čez par mesec šele vidiš, to je bolj dolgoročno. Ni taka, da takoj dobiš dober feeling. To, in kaj je bil drugi polovici vprašanja? Kaj te v svetu vznemirja? Kaj te straši? V slabem smislu. Tisti politična situacija, v katerem vsi živimo. Jaz sem zelo, ne bom rekla, ne vem, skoraj, in jaz preveč to sledim, preveč gledam internet, preveč doom scrollat in bi hodila manj, ker ne pomaga in je samo, in to me naredi zelo žučna. In ne vem, kar se dogaja v Ameriki. Sem prav, jaz rečem včasih, ne grem nazaj, to je, ne bom niti obiskovala, ampak seveda, kot sem rekla prej, to je moja domovina, pa tudi neki dobre stvari mogoče bojo prihajali, ampak res sem. In vem, da ti si orang, tudi moji otroci, levičarji, sem rekla, a nisi že vedela, koliko je ta? In sem rekla, ampak moja mama je bila odvetnica, liberalna odvetnica in je
jaz vedno se spomnim, ker je tako smešno. On je peljala 3 otroke na neki proces na sodiščem, da bi pokazala, kakšen dober sistem imamo mi Američani. On je res verjela v tem. In to vedno mi je hudo, ko te vrednote padajo. Ampak tako, to moramo. In tudi, ko sem se družila z ljudmi prejšnji teden, smo rekli, pa je bil neki lepo vreme, pa ne vem, smo rekli, koliko je lepo v gozdu. Jaz mislim, da konce, ker če je lahko aktivistični, če je lahko, ampak če samo gledamo tem, pa stokamo, pa jokamo na internetu, to nič ne pomaga. Boljši, da živimo v našem prisotnost, pa v naši odnosi, pa v našo lepo naravo, ki še vedno imamo v Sloveniji. Ja, res je. Te rešuje tudi humor? Humor? Ja. Ja, pa itak smo taki v moji družini, da ja. Ja, ampak res ne. A veš, da v moje ne vem, kaj naj rečem, en mal seksističen, šovinističen stari moški je vprašal v tiskovki, kaj bi Aleš mislil o tej knjigi. In sem rekla, on je imel tak smisel za humor, ki je zdaj čisto politično nekorektno in je tako krokotal o tudi vulgarnih seksističnih stvari, da on bi kar užival v tej knjigi. Pa tako. Zato mal, ja, bi bilo boljše, če ne bi tako kontroliramo, kaj smemo, kaj ne smemo, ampak tako. Dober nasvet, ja? Ja. Kje si našla svoj dom? V Sloveniji, v knjigah, kako vidiš? Ne, jaz sem čisto tukaj, ampak mislim, da, ne vem, na seznamu vprašanja, mogoče si imela nekaj vprašanja o jeziku, malo se počutim kriva, ker res pri jeziki sem bolj doma v angleščini. Tudi pišeš, ja? Ja, pišem v angleščini, pa tako. In prejšnji teden sem srečala en Američan, ki živi na Švedskem, ne vem, 80 leti. In on komunicira z otrocem v švedščino. In jaz nisem, zato on je čist očitno gladko dvojezičen. In jaz sem še vedno rečem ta pravi jaz v angleščini, ampak jaz sem doma v Sloveniji, sploh to ni vprašanje, ker nisem, jaz bi dala svoj ameriški pasos, samo za vsak slučaj. Kaj ne rečem, zelo prijetno je s tabo klepetati v slovenščini, tako da... Ja. Jaz bi hotela biti, in jaz sem enkrat, ko sem začela, sem bila pisati, sem imela tujka v hiši domačino, pa še neki, pa kolumni, pa Slovenci so bili zelo navdušni o meni, in jaz sem mislila, ker sem bolj prijazna v slovenščini, lahko veliko bolj ostra v angleščini, pa bolj pametna, recimo. In mislim, da ta razlika še vedno obstaja. Ko sem vabljena na televizijo, sem vedno prej vprašala, s kom bom. Ker nisem hodila biti tale Američanka, ki ima lušten glas. Ne vem, med ljudi, ki ima humorja, pa tako, ne vem. So mal, jaz bi rad, mi je žal, da nisem čist obvladala slovenščino, ampak tako pač je. Vsak človek ima svoj nos do jeziki, pa tuji jeziki. Aleš je bil on je bil zelo zanimiv. Če jaz bi uporabljala fraze v angleščini, bi rekel, kaj je to? Pa bi se učil, pa bi uporabljal naslednji dan. On je bil čist sistematsko, da bi... Ampak seveda, on je predaval v angleščini, on je tudi pisal, če je bil treba. Zato on je bil bolj, bom rekla, dvojezičen kot jaz. En problem je tudi, da angleščina je tak jezik, da vsi poznajo, vsi hočejo govoriti angleščino. In vsi se potem lepo sporazumevajo, ne glede na kakšno tujko. Imaš morda že idejo za kakšno naslednjo knjigo? Kaj sledi? Nimam. Jaz res sem pisala 2 romana, klasična romana, bom rekla, Tovarna koles, pa Antifacona. Pa ko sem pisala, in to so bili čist, ne vem, eksperimenti, da sem pisala v 3. osebi, pa čist izmišljen lik, pa tako. In mi ni tisti umetnost, artificiality, tisti... ne vem, če bom... Jaz bi hotela vračati. Jaz sem malo naveličena. Zdaj pa sem imela 2 knjige, pa tisti v prvi osebi, močno prvi osebi. In zdaj pa bi hotela najti en drug glas, ampak ne vem, kaj bi... Ja. Morda povezano z naslednjim vprašanjem, kaj v življenju si še želiš doživeti, izkusiti?
Ne vem še. Ne vem, ker tudi jaz sem, to je en zelo šibka točka pri meni, da ne znam, ne bom rekla, da ne znam biti sama, ampak je skoraj resnična, ampak res ne znam potovati sama. Okay. In Mogoče pa to izziv. Pa to je velik izziv. Mogoče bi hodila sebe forsira, ker je res forsiranje, da bi v ta, ne vem, to je ena možnost, ne vem, da bi to obvladala. Ampak karkoli. Jaz sem v glavnem zadovoljen, mislim, da je res, da sem vedno, sem rekla, da tisti odnos s telesom je pomembno, ampak tudi vedno sem najbolj zadovoljna in ne bom rekla mirna, je zanimivo, ko nekaj pišem, ko imam ustvarjalnem delom in tudi, ko ne morem spati po noč. Ful mi všeč imeti en ustvarjalni projekt kot te knjige, ker potem ležim v postelji in vedno rečem, da je neki palača, pa grem skozi sobe palača, pa razmišljam, kako bom neki težave reševati, pa tako. In ko nimam ustvarjalne dele, jaz kaj naj razmišljam? O politiki. Raje ne. Ne bi zaspal. Ja. Erika, hvala za prijeten pogovor. Krasno sva se dotaknili različnih tem. Zdi se mi odličen zgled, pa ne bom rekla ženske v zrelih letih, ampak ženske moči, te notranje lepote. Vsi vprašajo, kako bi moški brali to knjigo. Pa en moški, ki je pisal, ki je bral, je rekel, pa to je bilo zanimivo. Ja, mogoče mlade ženske bi ta knjigo sprejeli, ampak ne starejše ženske v Sloveniji. In sem rekla, podcenjuješ starejše ženske v Sloveniji. Vedno misli, da so bolj, ne vem, konservativne, pa jaz in vsakič me presenečajo, kako sprejemajo moje malo provokativne. Bom rekla za konec, da pustiva tudi mi dve sami, da naj življenje vedno znova preseneča, ne? Ja. Erikin glas nas spomni, da smo lahko močne tudi, ko dvomimo v svojo eksistencialno vrednost in da je želja v vseh svojih oblikah nekaj, za kar se ženska nikoli ne rabi opravičevati. Hvala za pozornost in se vidimo zopet čez 14 dni.